Skratka, en lep pozdrav vsem skupaj, ki ste prišli, ki ste se udeležili, seveda pa tudi vam, ki nas gledate preko videoposnetka. Dobrodošli vsi skupaj na pogovor z naslovom Kdo pa varuje oziroma kdo pa ščiti naravovarstvenike, o tem bo danes tekla beseda. Preden pravzaprav sploh začnemo in predstavim svojega gosta, moram pojasniti, zakaj je samo eden. Obljubljena sta bila oziroma ne obljubljena, temveč zapisano je bilo, da prideta dva. Nevenka Lukić Rojšek, ravno tako naravovarstvenica kot Leon Kebe, ki je prisoten, naju je danes obvestila po SMS sporočilu, da je zbolela za covidom, tako da je danes pač ni. Midva z Leonom sva se takoj slišala. Jaz sem predlagal, da kljub temu, čeprav mi je bilo pomembno, da bi Nevenka bila tudi danes prisotna, bomo omenili par zadev tudi v zvezi z njo. Sva se odločila, nekako sem jaz takoj predlagal, da mi vendarle izvedemo ta pogovor, ker je to drugi poskus. Ta pogovor bi moral že biti 14. marca, pa je pač odpadel zaradi tega, ker sem jaz bil v Ukrajini. In v drugi polovici aprila tudi ne vem, kje bom. Ukrajina je ena od možnosti. V povezavi s tem bi rad samo povedal eno stvar, in sicer jaz sem, kot se temu reče, vojni novinar ali pa poročam iz teh konfliktnih območij že 19 let. Jaz se spomnim, te prvo neko novinarsko poročilo sem napisal za Radio Študent, to je bilo 2005, in sicer iz Afganistana. Potem je sledil Irak, pa jugovzhod Turčije, pa Sirija, pa Palestina, pa Egipt, kar se tiče Sinajskega polotoka, pa Libija in zdaj Ukrajina. Poanta je zelo, zelo jasna. Vojna se vedno bliža nam. Kar se tiče vojne kot takšne, pa je treba povedati, da pravzaprav je vse prisotna širom sveta, kar zadeva vojne proti naravovarstvenikom oziroma naravovarstvenicam oziroma naravovarstvenim organizacijam. Da ne bi zdaj to zvenelo kar tako klišejsko oziroma kakorkoli že, je treba povedati eno stvar. V prejšnjem letu je bilo ubitih okrog 50 novinarjev. Število ubitih naravovarstvenikov za prejšnje leto še ni znano, ampak leta 2020 jih je bilo ubitih najmanj 227. Skratka, 5-krat več skoraj kot vojnih novinarjev oziroma novinarjev na splošno lani. Ta številka bo nedvomno tudi za prejšnje leto, kar se tiče umorov, ubojev in na splošno izginotij naravovarstvenic in naravovarstvenikov, bo nedvomno narasla. Za leto 2021 mislim, da je bilo samo v Kolumbiji ubitih 150 predstavnikov staroselskih skupnosti, kar seveda pomeni naravovarstvenikov. To so ljudje, ki branijo reke, ki branijo džunglo, ki branijo habitate, od katerih so pravzaprav odvisni, oziroma oni vsaj niso pozabili, koliko je človek odvisen od nekih naravnih habitatov, da smo pravzaprav del njih in tako naprej. K tej številki gre pripisati, torej 150 v Kolumbiji, tudi seveda sindikaliste, ampak naravovarstvenikov je bistveno več. Zdaj mi lahko rečemo tukaj, naravovarstvenike ubijajo, neka taka krizna žarišča so Srednja Amerika, tudi širše gledano Latinska Amerika, jugovzhodna Azija, kar se tiče recimo Indonezije in tako naprej, kjer se odvijajo veliki, kot se temu reče, razvojni projekti, kjer seveda se brišejo tudi različne človeške skupnosti, naravni habitati, in tam daleč od oči, daleč od srca so ljudje umorjeni zato, ker naravo branijo. Ampak to ni samo tam nekje daleč, nam nepredstavljivo na nek način. Dogajajo se te stvari tudi v Evropi. Z Leonom in Nevenko se mi poznamo zdaj že nekaj časa. Nevenka je enkrat, ko smo sedeli na kosilu, razlagala pač, da so njej ubili prijatelje v Romuniji, naravovarstvenike. Veste, in potem pridemo spet tukaj do te neke stvari, do nekega spoznanja, ki sem ga jaz recimo občutil. Jaz sem izgubil prijatelje, ampak sem izgubil prijatelje v
napadu, samomorilskem napadu Islamske države. Ona je izgubila prijatelje, ki so pač nasprotovali posegom v naravo. V bistvu gre v obeh primerih za terorizem, ker s pobijanjem naravovarstvenikov ti teroriziraš celotno skupnost, kateri daš vedeti, da pač ta človeška skupnost oziroma ti ljudje ne bodo stali nekje na poti tega, kar imenujejo napredek. In vse to, kar imenujejo napredek že ves ta čas, pa nisem anarcho-primitivist, ta smer dejansko obstaja, ne zagovarjam, da je treba živeti, ne vem, nazaj, kot se figurativno najbolj reče, v jamah, na drevesih, karkoli, ampak ta napredek, kot ga zagovarjajo interesi velekapitala in tako naprej, je pravzaprav pripeljal do tega, da bomo do leta 2050 rabili še en planet enak Zemlji, če bomo hoteli ta napredek še naprej vzdrževati. Ker tega planeta ni, niti to Mars ne more biti, vemo pol, da smo nekje v globokih škripcih. In danes bo beseda pravzaprav tekla o tem, ali nimamo tudi mi narave in naravovarstvenikov oziroma naravovarstvenic za nekaj samoumevnega. Tako da poskušajmo razumeti, kdo in kaj naravovarstveniki so, kakšno je njihovo delo, kaj pravzaprav to obsega in s katerimi grožnjami, tudi smrtnimi na žalost, se soočajo pri nas v Sloveniji, poleg vseh drugih seveda težav. Tako da jaz zdaj po malo daljšem uvodu, kakor sem mislil, predstavljam Leona Kebeja, dolgoletnega naravovarstvenika. Več o sebi bo povedal sam zaradi tega, ker bo to že del najinega pogovora. Leon, hvala ti, ker si prišel, ker si vzel čas. Tako da, ker sem ga jaz že veliko potrošil, predlagam, da kar midva kreneva, pa bi te vprašal tisto najbolj elementarno vprašanje, ki zadeva, kdo pravzaprav naravovarstveniki so oziroma ste in kaj obsega to vaše delo. Bi najprej vprašal, kaj pravzaprav je tebe osebno spodbudilo k temu, da si postal naravovarstvenik, če nam lahko skozi to tudi malo orišeš svojo dolgoletno pot na tem področju. Ja, hvala za vabilo, z veseljem sem tukaj, upam, da bo to, kar bom povedal, še koga zanimalo in da bo mogoče kdo iz tega potegnil kakšen nasvet, nauk, znanje, vedenje, zavedanje. Lepo si govoril o tem, kako so naravovarstveniki ogroženi, da se jih pobije več kakor novinarjev. To je dejstvo, ki je žal malo ali manj znano. Vedno, ko se stvari dogajajo v borbi kapitala in pa širšega interesa, ima kapital ponavadi na voljo več moči, več sredstev in pa tudi metod, s katerimi lahko se postavi nasproti ljudem, ki si želijo izpostaviti skupni interes ali pa širši interes. Vprašanje po, recimo temu, slabih 40 letih delovanja na področju varstva narave, zakaj in kako sem začel, je pravzaprav težko, ker se mi zdi, da si življenja drugačnega ne znam niti več predstavljati. Začelo pa se je dejstvo v Postojni, v gimnaziji v Postojni, kjer sem prišel v tak razred, tak oddelek, kjer nas je bilo kar nekaj, ki smo bili dovzetni mogoče za to stvar in smo se začeli takrat udejstvovati za nas oddaljenem mestu v Ljubljani tudi z naravovarstveniki, ki so takrat delali v muzeju in pa takrat že ustanovljenim društvom za opazovanje in proučevanje ptic. Se pravi, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic ali krajše DOPS je bilo ustanovljeno leta 1979 in potem v sredini 80-ih smo se tudi sošolci temu pridružili in tukaj se je začela naša pot. Najprej s poznavanjem narave, s tem, da smo skušali ugotoviti, kako stvari v naravi delujejo, in kasneje z akcijami
najprej za ozaveščanje o tem, kaj narava pomeni, širši javnosti in pa tudi za svoje čisto veselje, prebivanje oziroma bivanje, doživljanje narave. Iz gimnazije na fakulteto, sreča sem pristal na gozdarstvu, ki je takrat v 80. oziroma 90. letih, začetku 90. let, z gotovostjo trdim, bilo v Sloveniji bilo na svetu najboljše gozdarstvo, slovensko gozdarstvo in slovenski pristop k gospodarjenju z gozdom, tako da sem tam dobil še en širok spekter znanja in pa informacij, kako mogoče na stvari gledati širše. Potem pa se je kariera nadaljevala seveda Zavod za gozdove Slovenije, na kratko, no od tam naprej pa sem pristal na nevladni sceni. Najprej sem se zaposlil na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic, kasneje pa sem nekako vso svojo profesionalno pot posvetil zavarovanim območjem, se pravi parkom, narodnim, krajinskim, regijskim. Bil v nekaterih ustanovitelj, bil v nekaterih pač del ekipe, ki je to ustanavljala, nekje prvi zaposleni, nekje zadnji zaposleni, tako da se pa z varstvom oziroma z ohranjanjem in varstvom narave ukvarjam recimo temu od začetka 80. let. To ni odgovor na to, kaj me je na to pot zaneslo, je pa lahko opišem mogoče s 3 besedami, kaj mi to moje delo pomeni. Se pravi, zame je to ljubezen, passion, strast, ja, hvala, ljubezen, strast in pa ponos. Tako da pač problem je v tem, da za svoje delo živim in se počutim pravzaprav izjemno dobro, kadar te stvari opravljam, in ker sem vesel, tudi mislim, da delo, ki sem ga delal do zdaj, dobro opravljam. Imaš zavod Red Tree Heritage, pa me zanima, kaj pa je dejavnost, primarna dejavnost ali primarne dejavnosti tega zavoda, čemu je posvečeno tvoje delo? Ja, zavod Red Tree Heritage je posvečen parim stvarem. Se pravi, prvo je posvečen temu, da se ukvarjamo z projekti, ki so namenjeni trajnostni rabi, trajnostnemu razvoju in pa upravljanju z območji narave. Druga stvar pa je, da poskušamo obiskovalcem narave izboljšati doživetje. Se pravi, da jim naravo in njene procese prikažemo na način, da so razumljivi, simpatični in pa da se jih človek zapomni in seveda poveže z stvarmi, ki se njemu v življenju dogajajo. Ker je znanstveno delo je izjemnega pomena, mogoče pa je še večjega pomena to, da ljudem pokažemo, kaj pravzaprav narava za nas je, kaj nam narava daje in kako zelo je naše življenje tesno povezano z naravo in z naravnimi danostmi, ki jih imamo. A se ti zdi, da imamo naravo, pa se ne bom rekel, razumljivo, da v Sloveniji, ampak verjamem, da je to nek splošen vzorec, ki ga lahko zaznamo tudi drugje, da imamo preveč za samoumevno. Ja, Slovenija je, kar se tega tiče, izjemno težavna država. Slovenija je cela zelena, imamo 60% gozdov. Kamorkoli greš je voda, kamorkoli greš je vse super. Reke so bistre, modre, zelene,
kakršnekoli barve hočeš, gozd je ves zelen, polja so majhna, ne take sile. Je pa problem tak, skrivajo pa te stvari, ki so na videz lepe in čiste in krasne, skrivajo v sebi velike težave za živali, za rastline. Bom dal primer, recimo eno veliko koruzno polje tukaj, če greste od Ljubljane proti Primorski, boste videli velika koruzna polja, pravzaprav, če jih primerjate z Danskimi, niso tako velika. Ampak, kaj eno tako koruzno polje pomeni za majhnega hroščka? To je isto kot za nas puščava, preko katere ne moremo. Kaj pomeni za ptice gozd, ki je posajen, kjer so posajene samo smreke? Ravno tako ne najde niti doma, niti hrane. In tisto, kar je na izgled dobro, zeleno, ni najboljše. Najhujše so pa stvari v rekah. V rekah, ki tečejo prosto, so čiste, onesnaženje smo žal ne popolnoma, ampak smo ga recimo v 90-ih, začetku tega tisočletja, recimo temu omejili s postopki, z zakoni, s pristopom z Evropsko unijo so se standardi na nekaterih stvareh močno izboljšali. Nihče pa ne vidi recimo pregrad, ki so na rekah. Te pregrade, ki so v povprečju v Sloveniji na vsak kilometer vodotoka je ena pregrada, te pregrade onemogočajo normalno komuniciranje oziroma normalno prehajanje organizmov gorvodno. Visoka voda jih že spere, ampak gor pa ne morejo. Ali pa so ujeti med dva jezova, kar pomeni recimo medsebojno parjenje, inbreeding, tako imenovani, zmanjšanje odpornosti populacije in tako naprej. Potem so tu tudi ljudje, ki pomagamo, želimo pomagati, pa recimo potem ribe vlagamo, da jih je več. Ne zavedamo pa se, da je recimo par očetov in par mam vseh teh rib. Se pravi, en samec oplodi eno, ali pa 5 samic, umetno seveda, pač potem umreta oba pravzaprav, ampak to nastane ena velika količina bratov in sestra, ki se potem v naravi pravzaprav med sabo niti ne morejo več pariti. Tako da, ja, na to vprašanje, da se zavedamo narave. Slovenci imamo naravo radi. To je neizpodbitno. Je pa včasih vprašanje, kaj narava komu pomeni, oziroma kaj definicija narave za koga je. Pa ne, mislim, samoumevno je. Jaz sem recimo dojel, da voda ni samoumevna stvar na Bližnjem vzhodu ali pa na puščavskih območjih. Medtem ko tle pač je, ampak enostavno se tudi uporabi preveč in tako naprej. Mogoče bo o tem morda jaz malo kasneje več spregovoril, ker si omenil prav sladkovodne ekosisteme. Po študijah in po opozorilih mednarodnih naravovarstvenikov, samo da vidimo, kje smo, je v zadnjih 50 letih torej na celem svetu število organizmov v sladkovodnih habitatih upadlo za 83%. Selitvene ribe, tudi v Sloveniji naj bi njihovo število v zadnjih 50 letih upadlo za več kot 90%. Skratka, mi tu govorimo o tem, da neke stvari enostavno okoli nas izumirajo. To tudi sicer slišimo, ampak vedno si pol predstavljaš nekega belega nosoroga, ne vem kje. Ampak pri nas je pravzaprav se ta velik pomor tudi odvija skozi zadnja desetletja, pa me zanima, kako zaskrbljujoči so pravzaprav trendi. Ja, lahko štartava s tem, ja. Ja,
Se pravi, za časa mojega življenja je iz sveta izginilo 93% rib, ki so odvisne od selitve. Za časa mojega življenja. Se pravi, glede lestvice pač časovnega obdobja na Zemlji ali pa razvoja narave, je to, kot bi nekdo en trepljaj. Razvoj, ki si ga prej omenjal, razvoj pač prinaša uničenje ali pa recimo vse temu degradacijo življenjskega prostora za veliko število organizmov. Lahko so to organizmi, ki so vidni, veliki, lahko so to organizmi, ki so majhni, pa jih potem noben ne vidi. Recimo ena takih rib, od katerih so govorila, je jegulja. Znana je potem, da pač vsi vemo, da jegulje se potujejo v Sargaško morje in potem se iz Sargaškega morja vrnejo nazaj. Pravzaprav malo ljudi na tem svetu ve, da ljudje ne poznamo razlike med samcem in samico jegulje. Noben znanstvenik do zdaj še ni ugotovil, kakšna je razlika. Jegulja razvije spolne organe šele, ko je nazaj na morju. Vsi so mislili, da je 5 vrst različnih jegulj, potem so ugotovili, da so pravzaprav samo različni stadiji. Tako da to je ena stvar, recimo jegulj. Druga stvar, ta je taka, recimo, očitna, velika. Ljudje, ki so včasih lovili jegulje, jih jedli z veseljem, pač ugotavljajo, da jih sedaj več ni. Noben se ne vpraša, oziroma, tudi če se vpraša, kaj pravzaprav je vzrok temu, nihče ne pomisli na pregrade na rekah. Veliko ljudi pa pravi, da so to kormorani, sive čaplje, bele čaplje in ostale ribojede ptice, kar seveda je daleč od resnice. So pa potem drugi organizmi, ki so pa prav majhni. Najbrž poznaš slovenski pregovor, da se voda očisti, ko preteče čez 7 kamnov. Glej ga zlomka, to niso kamni, to so mikroorganizmi. In ti mikroorganizmi živijo v tleh med reko in podtalnico na tem področju. Problem nastane, ko se voda zaustavi. Zaustavi se zaradi tega, da ne podre mostu, da pač ne poplavlja, oziroma recimo temu tako, da mislijo, da ne bo poplavljala, da ne bo reka poplavljala. In ko voda zgubi moč, prej odloži material. Se pravi, sedimenti se prej odlagajo. Vsak, ki gre za eno pregrado majhno, ne treba, da je velika, stopiti v vodo, bo videl, da je toliko, ali pa metre mulja. In ta mulj pravzaprav pobije vse organizme, ki živijo v tleh in ki čistijo vodo, tako da to direktno prispeva k temu, da izgubljamo podtalnico, da izgubljamo kakovostno pitno vodo in da izgubljamo življenje. Ker voda je življenje. To mi nekako ne gre v glavo. Glej, jaz sem laik, ni da sem se zdaj prav pripravil na ta pogovor z neparimi temi vprašanji, ki jih bom zastavil, pa midva veva, da to peljeva čisto spontano, ampak kot laik vem, to hočem reči, da različni interesi, popolnoma jasno, iz energetike, pa potem seveda prepredeno s politiko in tako dalje. To ni nekaj, kar lahko obesimo samo tej vladi, gre za konstantni napredek. Ti interesi zagovarjajo izgradnjo 10 hidroelektrarn oziroma do 10 hidroelektrarn na srednjem toku Save. Kar pomeni, srednje slovenska regija dobi pitno vodo od tam, od tu, kjer sem pač zdaj navedel. Akumulacijska jezera bi seveda zadušila te organizme. Podtalnico bi izgubili bi neko varen dotok vode.
pitne vode. In meni popolnoma ni jasno, razen seveda, če se radikalno motim, ampak mislim, da se ne, ampak mi ni jasno, zakaj potem to vprašanje ni bistveno bolj prepoznano v širši javnosti, kot je sicer. Ne? Kje pride do teh stvari, da enostavno ne razumemo vseh teh posledic, ker da bi obesili to, da so ljudje neumni, ne moremo. Ne? To absolutno ne moremo. Torej, kje je problem? Ja, jaz mislim, da je problematika v načinu reševanja težav, ki jih imamo. Vsi želijo dati rešitev, ki je enostavna, ki je hitra in ki bo pomagala vsem našim državam. Žal take rešitve ni. In pač ti ljudje, ki so gonilo napredka, ali pa politiki, ali pa kdorkoli že je, včasih je težko razbrati, kdo pravzaprav za katero stvarjo stoji. Populistično poudarjajo, da so njihove rešitve edine, ki bodo pripeljale do izboljšanja našega življenja, do našega boljšega statusa, več delovnih mest obljubljajo ponavadi, oziroma to so tiste že stare zdlajnane obljube. Nihče pa ne pristopi k reševanju teh stvari celostno, celovito. Enostavno je najlažje na televiziji reči, kar je dejansko najlažje reči, da bo to prineslo 1, 5, 7, kolikorkoli že evrov dobička. To vsak od nas razume. Prav popolnoma vsak razume 100 evrov, ker jih eni imajo, eni nimajo, nimamo v žepu. Pač to je ta način. Da za kompleksnejšo ali pa za celovito ali pa za pravo rešitev teh težav je pa potrebno vključitev veliko ljudi, veliko ljudi, ki veliko vedo, ki so strokovnjaki. Za take rešitve bi bile sicer dolgotrajne, dobre, ampak ne presegajo ponavadi trajanje enega mandata in so zato manj zaželene. Oziroma nezaželene, se s tem noben ne ukvarja, roko na srce. Kar je res zanimivo, mislim, imamo neko težnjo po kolektivnem samomoru, tako se meni nekako zdi skozi prizmo malo bolj črnega humorja, ne? Ampak mi pa veliko stvari res ne gre tukaj v računico, da pač tega res ne razumemo. Vse tisto, kar imenujemo sarkastično v imenu napredka, ne? Saj pravzaprav govorimo o izčrpavanju planeta, ne? Lahko to veliko bolj, recimo, da to bolje zadane, da je pol tudi bolj jasno, ne? Ker nasprotovati napredku pravzaprav v okviru oziroma ja, v možnostih samega napredka se tudi iščejo rešitve za obstojnost tako narave, ne planeta kot takšnega, planet bo preživel vse, je že marsikaj bo tudi nas, ne? Ampak narave kot nečesa, kar pa je osnova našega obstoja, ne? Zdaj, skozi vsa ta desetletja, ne, kako so se spreminjale stvari, poudarki na neke probleme, ki potem preraščajo, kot vidimo, v žarišča in tako naprej, ne. Kako je to šlo? Malo me zanima, ne, ker verjetno se zdaj ne ukvarjaš, mogoče se ukvarjaš z istimi stvarmi, kakor 30-40 let nazaj, recimo, ali pa recimo 30, ne. Ampak so poudarki morajo biti nekje druge. Stvari so drugačne, kakor 30 letja nazaj, ne. Definitivno so stvari drugačne, kot so bile. Recimo takrat, ko sem jaz začel, takrat je bila okoljska problematika mogoče bolj izražena kot naravovarstvena. Takrat je bilo onesnaženje bolj pereča stvar, izpusti nafte, izpusti onesnaženje zraka, vseh teh stvari, za katere lahko, recimo stvari, ki smo jih imeli pri nas, ko sem bil jaz mlad,
Če gremo na jug ali pa na vzhod, so še vedno prisotne. Recimo, če govoriva o onesnaženju zraka s trdimi delci oziroma s kurjenjem na premog, je dovolj, da gremo nekaj 100 kilometrov vzhodno do Prištine in vidimo, da se pozimi tam ne da dihati. Isto je bilo pri nas pred 40 leti, 50 leti nazaj, recimo. Tukaj nekaj. Se pravi, poudarki so drugi. Vedenje ljudi o tem, o problematiki, o težavah je večje. Veliko za to je bilo plačano z življenji. Ne rečemo temu, da so jih pobili direktno, ampak so ljudje umrli zaradi poslabšanja kvalitete okolja, zaradi poslabšanja kvalitete življenja. Enostavno življenja. Ker če ti dihaš umazan zrak, je verjetnost, da boš razvil bolezni, ki so povezane z dihal, večja. Jaz na tem področju nisem strokovnjak, ne upam si trditi, koliko in katere bolezni so, ampak dejstvo je, da kolegi, ki se s tem ukvarjajo, to znajo natanko povedati. Se pravi, ja, stvari so se spremenile. Ampak gonilo pa ostaja isto, kapital. Varstvo narave recimo se šteje leto 1884 v Veliki Britaniji, ko se je ustanovilo Kraljevo društvo za zaščito ptic. Razlog ustanovitve je bil ta, da je skupina strokovnjakov ali pa zanesenjakov, kakorkoli že jih imenujemo, ustanovila društvo, ki je ščitilo velike bele čaplje, ker so si dame njihovo perje tlačile za klobuke. No, in od tam naprej se je pač varstvo, ali pa recimo ohranjanje in varstvo narave razvilo. Danes, ko smo ugotovili, da je človeštvo, pa recimo temu tako, da se je pred 50 leti ni bilo tehnologije, ni bilo znanj, ki so lahko tako izjemno vplivala na naš planet, kakor to lahko vplivamo danes. Znanstveniki o tem govorijo pač antropocen, kot geološka doba. Prepirajo se, ali je to bilo takrat, ko smo izumili kolo, ali je bilo takrat, ko smo razcepili atom. Pravzaprav je pa, če gledamo skozi geološke dobe, ni razlike v časovnici ali 10-20 tisoč let nazaj. Pravzaprav ni nobene razlike. Kar se bojimo vsi, je, da bo ta geološka doba trajala najmanj časa. Prihajajo grozljive, če hočete. Ne rad uporabljam take besede, ki bi zastraševale, ampak plastiko imamo že v krvi. Vsak teden pojemo za velikost kreditne kartice plastike. To so dejstva. A je to dobro? Jaz si skoraj upam trditi, da ni. Delamo, mislim, pravzaprav ne znam, nimam enega pravega načina, kako bi razložil človeku, da to, kar počnemo, ni dobro za nas. Glejmo, sicer zdaj se vojna v Ukrajini, cene derivatov se višajo, cene hrane se viša, vse to se viša zaradi vojne. Večina begunstva se dogaja zaradi klimatskih sprememb. Voda, ki je res, voda je življenje, brez vode življenja ni, pika. In voda, ki jo na Bližnjem vzhodu, na Sinajskem polotoku, ki jo primanjkuje, enostavno sili ljudi, da gredo tja, ker vodo še imamo. Ni nobenega pravzaprav drugega, kot da gredo s trebuhom za kruhom, oziroma s trebuhom za vodo.
To je glavno gonilo, jaz mislim, vseh teh stvari. Ker borba za prevlado je pač ena stvar, ki se manifestira s tem, da se ljudje med sabo streljajo. Ti od vseh ljudi to že najbolje veš. Ampak dejstvo je zakaj? Zato, ker nimajo osnovnih dobrin. In voda je ena izmed teh. Rekel si, da ni sama po sebi umevna. Tisti, ki kontrolira. Ne, sej to, nekako sem zaštekal, da smo, oziroma dojel, da smo v nekih resnih težavah, ko sem prvič, mislim, dobro, to jaz dojemam na svoji osebni, morda včasih cinični ravni, ampak le se mi zdi, da sem vseeno imel prav in imam, ker še vedno vztrajam pri tem. Ampak ko sem prvič prebral, da se voda imenuje modro zlato, ne? Oziroma, da ga bodo tako imenovali, da bo to modro zlato definiralo 21. stoletje, ne, medtem ko 20. stoletje je kar dosti definiralo črno zlato, ne, to je pa nafta. Ne. In če smo toliko krvi prelili za nafto in jo še kar prelivamo, jo bomo z vodo bistveno več. Ne. In to so območja recimo popolnega brezvladja v tako imenovanem nerazvitem svetu. Recimo osrednji del Nigerije, ki je največja in najbolj poseljena država v svoji zahodnoafriški regiji, ne. Tam imate provinci Kaduna pa Zamfara, kjer enostavno potekajo vojne za vodo. Ne. Je res, ena plemena so, oziroma etnične skupine so živinorejci, drugi so poljedelci, eni so muslimani, drugi so kristjani, nič od tega ne pomaga, seveda, ne. Ampak primarno vojne so pa za vodo, ne. In te stvari postajajo vse hujše in tako dalje. Ok, ampak da ne zatavava, veš, ker sem jaz napovedal v najnem pogovoru, vendarle je neko drugo temo, pa da počasi pripeljemo do tega. To, kar sem si jaz predstavljal o naravovarstvenikih, ne, zdaj bolje spoznavam vas naravovarstvenice in naravovarstvenike v Sloveniji, ne. Zdaj mi je malo bolj jasno, da to pravzaprav ni tisto, kar sem si jaz mislil, da je. Da so to dnevi, ki se jih preživi v naravi, da so to dnevi, da imaš pač dobro službo, da je morbidna zaradi tega, ker je marsikaj uničeno in to izginotje, ne, o katerem tudi on govori za časa svojega življenja, opazim tudi jaz pri svojih 42 letih, ne. Ko sem bil mali, veš, kaj je Knežak pred Pivko, med Ilirsko Bistrico in Pivko, jaz sem z Ilirske Bistrice drugače, no, jaz sem vedno hodil tja z družino na Bač, tam je bil pranono, ne. A veš, in potem sem tekel po teh travnikih, ne, in to so bili valovi žuželk pred mano, to si mislil, kakor da brcaš rojo, no, saj nisi brcno, ampak pač tako, ne. Zdaj, ko po istih travnikih sprehajam recimo psa, ne, jih ni več teh insektov, ni več teh žuželk, ne. Mislim, ampak jih ni več. Tako da to so, tako da jaz sem si predstavljal, da mora biti z tega vidika nekako morbidno, ne, zaskrbljujoče, ajde, da uporabim bolj primerno besedo, ampak načeloma, da so to dnevi, oziroma da je to delo v glavnem preživljeno v naravi, na odprtem, je pa v bistvu bolj doma v pisarnah za računalniki, ne, in to so razpisi, to so potem razna podtikanja s strani recimo katerekoli vladajoče garniture, kjer je treba reševati stvari, kjer je treba preprečevati škodljivim zakonom, da se sprejmejo. To je to delo, ne? Ja, pravzaprav delo, ki si ga opisal, je mogoče bolj delo ljudi, ki delajo v muzejih, kakšnih inštitutih, raziskujejo. Sej ne rečem tudi naravovarstveniki, ki gremo v naravo, seveda, in se imamo lepo, ampak večino dela je pa z računalnikom pri čitanju uredb, zakonov, raznih odlokov in vsega tega, ki navadno v sebi skrivajo težnjo potem, da se zopet neka naravna danost spremeni v denar. Spremeni v denar peščice ljudi, pač tistih, ki v tem trenutku to zmorejo,
oziroma ja, imajo možnost, so ne vem, povezani z ljudmi, ki odločajo. Tako da ja, pogovarjanje, pregovarjanje, se pravi dogovarjanje je včasih mogoče. Včasih se da z razlogi, z dokazi prepričati odločevalce, da to, kar počnejo, vodi daleč proč od tistega, kar so si oni zamislili. Včasih pa to enostavno ne gre in ne poslušajo razlogov, ker jih pač ne zanimajo. Oziroma, ker imajo svojo pot jasno začrtano, svoj cilj jasno začrtan in je izražen v številkah. To hočem povedati, da ljudje, navadni ljudje, se ne poglabljamo. Enostavne stvari so za nas v redu in dejstvo je, neizpodbitno dejstvo je, da se bomo ljudje začeli ukvarjati z varstvom narave oziroma z naravo takrat, ko bo od nje odvisna naša plača. V bistvu je že. Ekonomisti naravo imenujejo eksternalije. Se pravi, imamo materijale, delavce, elektriko, voda, zrak, naravni materiali. To so pa eksternalije, ki jih nihče nikoli ne vključi v ceno, ki so pač vsem dane, vsem so dostopne, ki ni izkorišča, zato pa ne vrne niti centa. V zadnjih nekaj letih seveda se je tale podnebna nevtralnost precej razmahnila, velike družbe želijo biti pač s svojim delovanjem, s svojim delom prispevati k temu, da se njihov ogljični odtis zmanjša, kar je pohvalno po eni strani, po drugi strani je pa to tudi spreten manever promocijski. Ja, no, tole je tisto, najbrž sem tudi že zašel. Ne, pa vse v redu, se pogovarjam, ampak preden postavim naslednje vprašanje, sam da vem, po tvojem mnenju je katera vlada slovenska do zdaj pokazala najmanj razumevanja za varstvo okolja oziroma narave? Ja, hvala, to je bil drugi del mojega odgovora, katerega sem pozabil. Ja, okej. Ne, pač sem ga pozabil. Del tega je, del našega dela je pač tudi ta, da se organiziramo, ljudje, ki imamo ista vedenja, ki imamo iste aspiracije, ki želimo pač nekatere stvari spraviti narediti na tak način, da so dobre za vse nas. Pa ne govorim to, da je ne vem kakšno intrinzično delo, pač delamo zato, da bo vsem nam bolje, tudi nam bolje. Rekel si, da ne želimo živeti v jamah. Ne želimo živeti v jamah. Tudi ne propagiramo tega, da želimo živeti v jamah, kar nam seveda veliko ljudi očita. Oziroma ne ljudi, pač ljudi, ki so na poziciji očita. Je pa tudi ta stvar, da si moramo zagotoviti preživetje. Dejstvo je, da se varstva in ohranjanja narave ne da delati popoldne, ne da delati v prostem času. To je resno in zelo zahtevno delo, ki ga v Sloveniji in po svetu opravljajo izjemno predani strokovnjaki in ki zato poleg svojega delovnega časa in slabe plače žrtvujejo še svoj prosti čas in pa včasih tudi čas, ki je za družino. Pridobivanje sredstev je nujno in je pomembno in če izhajam iz stvari, jaz sem se učil varstva narave od kolegov iz zahodne Evrope, med njimi pač prednjačijo Angleži, ker so svojo naravo popolnoma uničili, tako kot Nizozemci recimo, potem pa včasih nam poskušajo soditi pamet, kako moramo mi to početi. Ampak ena stvar, ki sem si jo pa dobro zapomnil, sicer nima dobrega slovenskega prevoda, gre pa takole. Nature conservation without money is conversation. Se pravi, varstvo narave brez denarja je pogovor, je pogovarjanje. Je samo pogovarjanje, se pravi, je mlatenje prazne slame. Okay.
Lahko govorimo, ampak če nimamo sredstev, glejte, ena žaga v amazonskih pragozdovih je večji proračun kot vse naravovarstvene organizacije tega sveta. Tle ni primerjave, ne. No in civilna družba, ki je v teh trenutkih precej na tapeti kot z negativnim prizvokom žal, je tista, ki je recimo, ki skrbi, da so stvari v nekem ekvilibriumu, se pravi v balansu, da gre napredek, ampak da je tudi, recimo, če preprosto povem, da je tudi za ljudi dobro. Recimo temu tako. No in vladajoča garnitura, ki je ta trenutek na oblasti, je po mojem vedenju naredila največ za to, da se civilna družba zaustavi, da se jo onemogoči, da si prepreči delovanje. V zadnjih 2 letih na področju za kulturo si ne upam trditi, ker ne poznam, ali karkoli druge stvari, ampak za področje okolja in ohranjanja narave, mislim, da ni bilo niti enega razpisa, vsaj za varstvo narave, ni bilo niti enega razpisa, odkar je ta vlada na oblasti, plus tega niti nočejo zagotoviti sofinanciranja za izvajanje projektov, ki so bili že dogovorjeni, ki jih sofinancira Evropska unija. Tako da ja, vsaka vlada od začetka Slovenije poudarja razvoj, dobiček kot neko pomembno stvar. Vedno govorimo tudi o Sloveniji kot zeleni destinaciji in trajnostni regiji oziroma trajnostni državi, ampak na koncu dneva ne. Kapital, neumno je reči. Pač ljudje, ki si želijo zaslužiti od tega na hitro, na preprost način, s preprostimi rešitvami, oziroma ki jih zagovarjajo kot preproste rešitve za naše težave, za naše probleme, si pač želijo omastiti brado. Tukaj to smo se naučili, da pač politika, pravzaprav trenutno vladajoča politika, ubija naravovarstvenike na način, da pravzaprav torej seveda figurativno rečeno, pa ne metaforično, ampak na način, da ubija pravzaprav naravovarstvene organizacije. Tak primer je, verjamem, da poznate, primer Lutre, ki je prejela že od Evropske komisije denar za izvajanje enega od projektov, podpisano je bilo z Ministrstvom za okolje in prostor, da bo namenilo še dodatna sredstva. To je nekaj, kar je pravzaprav v Evropi avtomatično. Evropska komisija zagotovi toliko sredstev in pol toliko, recimo vedno je tam okrog 20%, kolikor poznam, ampak dobro, se spreminja. Od države do države odvisno, ampak pri nas nekako je ta mehanizem popolnoma zatajil. Tako da imamo primere organizacij, ki jih nujno potrebujemo, ki jih res nujno potrebujemo in te organizacije, mnoge med njimi ne vedo, ali bodo preživele. So pa seveda še tudi druge metode, oziroma, da ne dolgo vezim, so še druge metode onemogočanja vašega dela. Bodisi ali gre za področje varstva okolja ali skrbi za naravo oziroma varstva narave, pa me zanima, s čim se tako ti kot kolegice in kolegi največkrat soočate ali pa predvsem v zadnjem času, če se v zadnjem času odvijajo stvari, ki so resnično drugačne od časa prej? Ja, dogaja se vedno te stvari, ki smo jih pravzaprav že vajeni, se pravi marginalizacija našega delovanja, omalovaževanje našega dela, nepotrebnost našega dela, pač to, da smo nesposobneži, ki znamo živeti samo od države in bi na trgu propadli.
Do teh stvari, da se ob soočenih recimo na nas pač izvajajo prikrite grožnje, odkrite grožnje in pa celo fizično, v Sloveniji govorim celo fizično obračunavanje s posamezniki. Tako da, ja, primeri. Nam lahko daš recimo neke primere, ki jih je vredno tu izpostaviti zaradi tega, ker so pač tako zelo skrajni, ali pa tudi recimo oziroma primere, ki so najbolj tipični. Pa govorimo o teh ustrahovanjih, govorimo o grožnjah, o tudi fizičnih obračunavanjih, ne. No, te grožnje so čisto navadno, ne vem, dejstvo je, da je naše področje precej bolj zastopano strani žensk, za kar mislim, da imajo ženske precej boljši posluh, kakor pa ga imamo moški. Tako da je to izjemno dobrodošlo in dobro, da se s tem ukvarjajo. S pridom pa to izkoriščajo oziroma želijo izkoriščati tisti mačisti, ki s povzdigovanjem glasu želijo ali pa z naglimi gibi, grožnjami, s telesom, z rokami, pač želijo utišati sogovornika, sogovornico največkrat. Ja, to so take zares prostaški načini tega, ampak na to smo že navajeni, na to s časom, z leti, ko smo zrasli, smo se navadili, kako komunicirati s takimi ljudmi, kako se teh napadov, navalov braniti, ker so ponavadi samo izbruh ene, ne vem, slabe vzgoje staršev ali pa pač manjšega zavedanja o pomenu življenja ali pa znanja ali pa, če hočeš, inteligence. Ja. So pa tudi stvari, recimo, ki gre do fizičnega obračunavanja. Recimo moj kolega, pa da bom tukaj povedal imena, je bil pretepen s strani gradbenega lobija, ker je pač onemogočal izgradnjo infrastrukture. Pretepen, zelo dobro pretepen. Drugi kolega, ki je sicer delal na morskem področju, v Španiji, je dobil na mizo belo lilijo. Se pravi, grožnja smrtjo. V Romuniji so kolegi, ki jih je omenjala Nevenka, ki so se borili proti temu na romunsko-ukrajinski meji, kjer pač podjetja kradejo les in ga pač odvažajo. Tam so bili ljudje ustreljeni zaradi tega, oziroma ubiti zaradi tega, ker so pač prijavili oziroma poskušali ustaviti krajo. Tako da to so stvari, ki se dogajajo. Včasih se človek malo bolj ustraši, včasih malo manj. Nikoli pa tega ni zajemati čisto za nedolžno in da se nekdo samo široko usti. Vedno je to treba pač vzeti. Mislim, dotakne se te, nedvomno, mislim, to je popolnoma razumljivo po človeški plati. Ko je Nevenka Lukić-Rojšek, ki bi morala biti danes tukaj z nami, ko je ona navajala te neke primere, kako njej grozijo, ker to, kar opozarja oziroma navaja tudi Leon, je pač sledeče, namreč ona veliko svojega časa in strokovne usposobljenosti in tudi srca posveti zaščiti zveri, ki jih imamo v naših gozdovih, ker je treba pač tudi ta bitja čuvati pred prevelikim odstrelom oziroma pač v imenu poslov se da potem marsikaj tukaj v tej državi početi, to se je že, ona poskuša te stvari ustaviti in tako naprej. In potem mi je razlagala, kaj doživlja, dobiva sporočila
eno od njih, kar mi jih je poslala, ne, je pač vrgli te bomo volkovom, prasica pofukana. Jaz opravičujem za to, ampak citiral sem tako, kot je, ker smatram, da je prav, da veste te stvari. In podobna sporočila, ne bomo navajali zdaj vseh, ne, ampak to je nekaj, kar se človeka seveda dotakne. Grozijo ti ljudje, ki pravzaprav že tako ali tako radi pobijajo, ti si jim zdaj to zadovoljstvo vzel in ti moraš pretehtati ono, ali imajo ljudje, ki grejo tako daleč z grožnjami, ali imajo za seboj celo prtljago raznih psihičnih problemov, da bodo te grožnje pravzaprav udejanjili, ne. Jaz se kot novinar, ki spremlja aktivnosti neonacistov v Sloveniji, ko pride do raznih groženj, tudi vprašam te stvari, ne. Tako da te stvari se te dotaknejo, ne. Jaz ne bom zdaj tukaj rekel, če si ženska, pa še toliko bolj, ne, ker ne vem, ko sem spoznal in absolutno je srčen človek in ne moramo deliti zdaj mi ali ženska ali moški, kdo se na neko stvar, na tovrstne stvari kako odziva. Gre za stvar posameznice oziroma posameznika. Je pa res, da se na ženske raznorazni v osnovi mačisti, šovinisti in tako naprej veliko lažje in hitreje in ostreje spravijo, kot bi se recimo na Leona. Ravno zato, ker je moški, ne. Tako da tu je pač veliko zaledja tudi v neki osebni strahopetnosti teh ljudi. Kot rečeno pa že, ne moreš pa nikoli vedeti, ne. Kdo vas, točno, se to je vprašanje, ne. Kdo vas ščiti? Oziroma, koliko je, veš kaj, preden odgovoriva na to, oziroma preden odgovoriš na to, koliko je tovrstnih primerov, recimo, ko enostavno se soočate s takšnimi ali drugačnimi grožnjami. Eno so lahko grožnje v smislu, da je ogrožen vaš obstoj vaših organizacij, ne. Obstajajo primeri, da so interesi, ki zastopajo, oziroma predstavniki interesov velekapitala najprej poskušali podkupiti določene naravovarstvenike, naravovarstvenice. Šele kasneje sledijo pritiski v različnih oblikah in tako naprej. Potem imamo celo paleto drugih groženj in pritiskov, ne. Koliko je pravzaprav tega? Se to povečuje? Kakšne so stvari na tem področju? Ja, težko osebno rečem, da se te stvari povečujejo ali se zmanjšujejo. Verjetno tudi od osebe odvisno, recimo, če bi enkrat vzel denar, ga boš potem verjetno dobival večkrat na mizo in vsakič verjamem, da vzel. Če ga ne vzameš prvič, drugič, tretjič, ti ga najbrž ne ponujajo več. Dejstvo pa je, da, kakor si rekel, to so take stvari, ki so enostavne. Tukaj imaš, ne vem, pač določeno količino denarja in evo, umakni se, ne. Tudi te stvari poznam, kjer recimo za tvoje pozitivno mnenje kot strokovnjak dobiš honorar, ali pa dobiš kakšno drugo uslugo. Se pravim, ko to narediš enkrat, si mrtev, kar se tega tiče stroke. Ampak obstajajo, se pravim, potem se pa te stvari stopnjujejo do groženj za tvoj fizični obstoj, za smrtjo ali pa vsaj za poškodbe. Recimo, če jih čisto stopnjujeva do tega, da kako se poznajo, da si ravno je mogoče včasih še so te grožnje, ki niso fizične, še težje prenašati, kakor pa tiste, ki so pač, če dobiš batine, jih dobiš enkrat, grožnja pa ostaja s tabo, ne. Tako da, a se spreminja, ali postaja bolj sofisticirano? Vem pa, da ga je čedalje več, se mi zdi, no. To je moja osebna ocena. Nimam zadaj ni nobene analize, zadaj ni nobenega strokovnega preverjanja, ampak to je pač moja osebna ocena. Ja, več groženj, več podtikanj, več onemogočanja, več diskreditiranja,
kakor kadarkoli prej. Mislim, da občutek imam tudi jaz, dobro, ok, si rekel, v ozadju vsega tega ni nobene analize, ne, ampak so pogovori med vami, ne, med vami, ki pravzaprav ste na, nočem biti pesniški, ampak veš, kaj mislim, če rečem, na okopih, ne, ko se na branikih, recimo, določenih stvari, kot je voda, kot so naravni habitati in tako naprej. To poznam namreč tudi jaz, ne, ker iz pogovorov z raznoraznimi naravovarstveniki in naravovarstvenicami, ne, ki navajajo, da pridružujejo se tvojemu mnenju oziroma tvoji opaski, če lahko tudi tako rečemo, da je tega vedno več, ne, da je to vedno bolj prisotno oziroma lažje gre skozi, ne, bolj kot ti degradiraš celotno civilno družbo, ne, bolj ko so to neki kaviar socialisti, prisesani na narod države ali ne vem kaj, ne, pazi, kdo to očita. Ti štekaš, to meni še največja, ne, ker to se očita kulturi, kjer sva midva zdaj, ne, ni popolnoma, ni bistveno drugače sploh, kot je recimo, kjer ima tvoj zavod svoje mesto, kjer ima zavod Lutra svoje prostore in tako naprej, ne. Je pa tudi ena stvar, če sem si jaz to prav zapomnil, pa bi te prosil za voljo točnosti in natančnosti, da me popraviš, če slučajno sem brcnil tamo. Nevenka je enkrat razlagala, da če bi jaz recimo zdaj grozil predstavniku obrtne zbornice ali pa kmetijske zbornice, ne, ta oseba takoj dobi pač tudi policijsko zaščito, ne. Medtem ko če tebi nekdo grozi, ne, kot naravovarstvenik, ti imaš lahko tudi zavod svoj, si lahko ustanovitelj, si lahko direktor, imaš neko funkcijo, od katere ki je pomembna v tej družbi, ne glede na to, kako se obstoječa vlada pretvarja, da ni, ne. In če tebi jaz grozim, ne, ne dobiš zaščite, če sem jaz to prav razumel. Ja, definitivno je ta del resničen, da jaz oziroma da moji kolegi ne dobijo zaščite. Za ljudi, ki so zaposleni po razno zbor, pa žal, jaz iz prve roke tega ne vem. Dobro, okay. Ampak verjamem pa, da so ljudje, kot so, vse smo zdaj dobili nove zakone, ki govorijo o tem, da če razžalitih politikov in grožnjah politikom, ki so pač bolj občutljivi, kot smo mi navadni ljudje, da se grožnje njim ostrejše sankcionirajo in najbrž dobijo tudi zaščito. Moram reči, da o tem vem, da nekatere večje organizacije recimo imajo tudi način, kako, ampak to žal v Sloveniji ne obstaja, ki imajo zagotovljena sredstva, da ščitijo svoje zaposlene. Recimo je pa ena žalostna resnica je Goldmanova nagrada, ki temu pravijo ekvivalent Nobelovi nagradi na področju varstva narave, je dokazano, da zmanjšuje oziroma skrajšuje življenje dobitnikov. Se pravi, nekdo, ki dobi nagrado za življenjsko delo na področju varstva in ohranjanja narave, navadno prej dobi dodatno nagrado, se pravi metek oziroma karkoli že takega. In to za precejšno število let. To je sicer v Evropi spet ne, ampak druge pa da. Kako pa recimo vi obravnavate te grožnje, ki jih prejemate, ne? Ker zakoni so zelo jasni. Jaz zdaj preganjam nekoga, ker mi je zagrozil po telefonu s smrtjo, ne? In ko sem to nekako premleval pač tudi s svojim odvetnikom, ne? Me je posebej opozoril, je rekel, glej, ne smete nihče niti klicati, pa te nadlegovati po telefonu, ne? A še obstajajo neki zakoni glede teh stvari, ne? Če nič drugega, recimo vsaj to, ne? Dobro, se to mislim, da je nek minimum, prek katerega ne moramo niti iti, ampak kako, oziroma ne preko katerega, ampak mimo katerega ne moramo niti iti, ne? Ampak kako recimo se vi odzivate na tovrstne, pa začnimo recimo s temi grožnjami, ki so lahko osebne in tako naprej. Obstaja neka povezanost
med vami, oziroma kako to rešujete, ali pač vsak zase, če sploh? Navadno poskušamo, oziroma o teh stvareh seznanimo kolege in pa čim širši krog ljudi, da pač vedo ob tem, da kdo je izrekel grožnjo in na kakšen način. Da bi šli do odvetnikov, navadno ne, ker nimamo sredstev, ker vprašanje je, ker pač vemo, da enostavno te stvari, vsaj jaz nimam teh izkušenj, da bi se te stvari hitro rešile. Mogoče ti veš, da se dobi, če bi lahko nekdo, ki ti grozi smrtjo, dobi kakršnokoli prepoved približevanja ali karkoli tega, ne vem. Ne, jaz dlje od tega, da sem povedal vsem, kdo in kdaj je kaj grozil in rekel ali pa naredil, nisem šel. Osebno, se pravim. Kolegi so zaprosili za varstvo in ga niso dobili. Ga niso dobili, ok. Tako da. Ena stvar, ki jo jaz nekako zamerim tej družbi, mi lahko govorimo o državi, jaz raje govorim o družbi, je pač prav zato, da prevečkrat pač, odgovor mimo grede na vprašanje, kdo ščiti naravovarstvenike, je nihče pravzaprav. Ne zares. Jaz kot novinar pač bom največ zameril medijem zaradi tega, ker pač enostavno to je ta svet, ki ga, to je ta del družbe, ki ga jaz najbolje poznam. Če slučajno ste opazili, se ni težko niti ne opaziti tega, ampak številni naši mediji imajo, ne vsi, ampak kar neki njih, mnogi med njimi, imajo posebne rubrike, recimo predvsem na spletnih straneh, in sicer zabava ali pa ne vem, karkoli iz tega sveta pop kulture in tako naprej. Nek trash, totalen trash. Nimajo pa recimo redakcij, ki bi se redno ukvarjale prav z varstvom okolja oziroma narave, oziroma s temami, ki so za nas, za to malo Slovenijo, že zelo pomembne in te teme potem niti ne pridejo do javnosti. Je res, da vas, prej si omenil vlada, recimo, ali pa neka vladajoča politika, ne ciljam zdaj na to trenutno, ampak katerakoli marginalizira, odrine na rob, ampak mar ne počne tega pravzaprav tudi, mar ne počnejo tega tudi drugi segmenti te družbe, začenši z mediji? Ja. Jaz to po svoje razumem. Enim smo trn v peti zaradi tega, ker preprečujemo dobivanje njihovega, oziroma povečevanje njihovega kapitala. Po drugi strani pa je tisto, kar sem govoril prej. Te stvari so izjemno kompleksne. In pristopiti k kompleksni stvari zahteva velik angažma, ki si ga pa malo, recimo, če temu rečemo ljudi, ali pa tvojih kolegov, ali pa kolegov iz katerikoli branže si ga ne privošči. Ker je težko delo, ker zahteva veliko predanost, ker zahteva ogromno tudi sredstev, če želiš. Lažje je površinsko na eno stvar mogoče opozoriti, tudi z nedovolj znanja ali pa z neupoštevanja vseh tehle, kaj so že dejstev. In gre dan naprej in naslednji dan je druga stvar. Ne vem, mogoče lahko rečemo temu, da živimo prehitro, da živimo brez premisleka, da obsoje družbo na tak ali drugačen način. Ne vem. Dejstvo je, da živimo parcialno. Ne ukvarjamo se z našim bivanjem, z nami, zdravjem, naravo, delom, če hočeš, politiko. Se ne ukvarjamo celostno, ampak parcialno, po trenutnem navdihu, po trenutnih željah, po trenutnih potrebah. Ker
ukvarjati se s stvarmi je težko. Kot je rekel moj profesor na fakulteti, profesor Mlinšek, je rekel, od razmišljanja boli glava, tega si pa noben ne želi. In resnično malo ljudi si vzame čas, tudi z mano, če govorimo o drugih stvareh, si ne vzamemo premalo časa, da o stvarih razmislimo, ker so rezultati, ki jih od nas zahteva družba, se jih pričakuje takoj. Od mene še dve vprašanji, pa da končava na malo bolj morda pozitivno noto. Ker mislim, daleč od tega, da bi bilo vse črno, vse preveč pač tako kritično, ampak pravzaprav je, no, vse je, ne, in je prav, da o teh stvareh tudi na glas spregovorimo, ne. Ampak, da končamo, kot rečeno, na malo bolj pozitivno noto, namreč ti si bil aktiven, zelo aktiven tudi pri lanskoletni referendumski kampanji za pitno vodo, ne, kjer se je pač na referendumu glasovalo proti spremembi novele zakona po Vizjakovem okusu oziroma okusu interesov, ki ga vodijo. To je bila pa vendarle neka v vseh pogledih izjemna kampanja civilne družbe, velik angažma, neverjeten dosežek na samem referendumu, ne. Čeprav imam prijatelj, ki ve več stvari v življenju od mene, zato ker je tudi starejši od mene, ne, je rekel, že v redu, ne, koliko je bilo, 89%, ne, je rekel, že v redu, ne, samo morda tle ni šlo samo zato, da se pitno vodo obvaruje, ampak veš, tukaj je svoje odigrala tudi ta slovenska, kot se reče, fovšija, ne. Namreč, kaj bo zdaj oni tam gradil, tam ob reki, če pač, jaz pa ne morem, ne. Morda to sem tako za intermezzo malo za razmisliti, ampak nič ne zabriše dejstev, da je pravzaprav bila to izjemna kampanja, izjemen dosežek na referendumu. Kaj so te najbolj pozitivne, povezovalne stvari, ki so bile naučene in odnešene iz te kampanje? Ja, kakor praviš, ni vse tako črno. Dejstvo je, da ni tako črno. Če bi bilo črno, tako bi potem midva tukaj ne sedela, bi se pogovarjala verjetno nekdo drug namesto naju in se pogovarjal o drugih stvareh. Stvari in naš odnos in naše razumevanje in naše vedenje se spreminja in spreminja se na boljše. Ta kampanja, ki so jo zasnovali v Inštitutu 8. marec, je bila res briljantna in ostalih smo pomagali po svojih najboljših močeh, koliko smo lahko, in pokazala je, jaz verjamem, da je Slovencem mar. Do tem lahko je tudi ta argument, da pač fovšija, ki je v Sloveniji kar dobro gonilo za marsikatero stvar. Ne, ampak jaz v bistvu se niti s tem ne strinjam, verjamem, da je bilo. Jaz mislim, da je ta način oziroma ta kampanja zares združila ljudi v Sloveniji, ki so začutili, da je vrag odnesel šalo. Mislim, imeli smo korono, za njo prihajajo klimatske spremembe kot še večji val in jaz mislim, da zdaj se polahko zavedamo, da ne bo šlo na lahko skozi, da je treba skupaj stopiti in da skupaj lahko dosežemo kompleksne rešitve za kompleksne težave. In dejstvo je, da je kampanja spet pokazala, saj po mojem mišljenju, pač, ker je bila tudi zares izvrstna, kapo dol, da je v Sloveniji dovolj ljudi, ki mislijo čez evro, več kot samo kapital, več kot samo to, da so se dosrčne krava.
Ne, v to niti ni dvoma. Ja. Malo sem preizkušal, kako boš odreagiral na to fovšijo, ker enostavno meni je zvenelo prepričljivo, ampak sem porabil ene par sekund, da sem o tem razmišljal, pa mi je bilo, ne, ker je bilo zaveščenosti, je bilo preveč. Videl sem to, sem opazil tudi v svojem okolju, dobro, sicer živim v Ljubljani, ampak Ilirska Bistrica, ki ga vseeno tudi zelo dobro poznam, sem videl tudi po pogovorih tam z ljudmi in tako naprej. Dejansko ljudje so prestavljali svoje dopuste in tako dalje, nihče ni tega počel zaradi neke fovšije, to je popolnoma jasno. Ok, kot zadnje vprašanje, veš kaj, jaz bi vendarle vezal na same volitve, ki so pred nami, tako, spet velik angažma civilne družbe, poziva se na volitve in kar je najboljše, ne poziva se, da se voli točno določeno stranko, civilna družba, ta del, ki je najbolj aktiven, najbolj angažiran, ki potuje z avtobusom po Sloveniji in poziva ljudi, igra ponovno tukaj zelo dobro povezovalno vlogo. Zdaj, vse, kar ti ljudje pravzaprav govorijo, je to, da informacije so dostopne, na spletu, da naj si ljudje pogledajo, kakšne programe imajo politične stranke, kako so politične stranke seveda odgovorile na nekatera vprašanja, temeljna in pomembna vprašanja, ki jih zastavlja civilna družba kot celota. Tako da se nekako tudi midva dava v funkcijo pozivanja na volitve, bi te vprašal iz vidika ohranjanja in varstva narave in skrbi za naše okolje. Katere stvari naj pač prevladajo pri ljudeh, ko bodo šli na volišča oziroma se še pred tem odločali, katero stranko bodo volili. Kaj je pri tebi prav iz tega vidika najbolj pomembno opozoriti? Ja, zanimivo vprašanje. Jaz nisem pripadnik nobene stranke. Nikoli bil, najbrž tudi nikoli ne bom. Ampak volitve so odgovornost. In k temu dejanju jaz mislim, da je potrebno pristopiti z razmislekom, z preučitvijo vseh stvari, ki jih ponujajo stranke. Stvar, za katero bi jaz prosil ljudi naj premislijo, je vsekakor to, da naj volijo stranke oziroma tiste predstavnike, ki jim obljubljajo obstoj ali pa sobivanje ali pa eno trajnostno pač politiko oziroma delo z dobrinami. Trajnost, si bom vzel to stvar, ki jo dostikrat govorimo, da trajnostno tisto, kar dolgo traja, ampak trajnost stoji na 3 stebrih. Na socialnem stebru, na ekološkem stebru in na ekonomskem stebru. Se pravi, da pri svojem delu vse te 3 stvari upoštevamo in da stvari, ki jih delamo, trajajo na vseh področjih, tako za naravo, kot za ljudi. Ampak, se pravim, to pa zahteva pač premislek, prečitati, kaj kakšna stranka ponuja. Vsekakor pa ja, pozivam ljudi tudi jaz, da gredo na volitve in da se pač po svoji vesti, znanju, volji udeležijo in izrazijo svojo dolžnost oziroma svojo pravico, kakorkoli se to plehko sliši, ampak dejstvo je, da ena snežinka na koncu zlomi vejo, lahko smo vsak od nas ta snežinka. So dobre zadnje besede, v redu je to meni. Ne, ampak lepo, slikovito, ampak tudi prepričljivo, absolutno. To je nekako z moje strani to, moje oči so se privadile na te reflektorje, tako da bom morda tudi videl kakšno dvignjeno roko, če ima kdo še kakšno vprašanje.
Smo v redu, ok. Ponavadi je 3 sekunde in tako naprej. Pol pa glej, Leon, hvala ti, hvala vsem, ki ste bili danes z nami, hvala vsem, ki ste naju gledali oziroma naju gledate prek videoposnetka. 11. marca smo ponovno tukaj, torej danes teden in sicer imam v gostih Jašo Jenula. Mislim, da sem dal naslov temu pogovoru finale, ker pravzaprav to je to, ne. Se vidimo, hvala vam še enkrat za obisk in hvala tebi. Hvala.